Dober dan in dobrodošli v podcastu. Moje ime je Katja Dobrijevič in danes gostim nasmejano Primorko, ki se jo marsikdo spomne iz druge sezone Sanjskega moškega. Zdaj pa ste jo verjetno spremljali v šovu Poroka na prvi pogled Hrvaška, kjer se je prvi dan poročila z Brazilcem Tiagom. Tina, pozdravljena. Čau, čau. Kako je? Ker malo trda. Jaz se moram še malo ufurati, je tako. Ja, se to ponavadi imate vsi ta štarten, malo nervozo, pa se pa sprostite. Ja. Kot rečeno, I'll be gentle. Ok. Mi smo te zdaj, v bistvu v teh dneh se je končala sezona Poroka na prvi pogled, Brak na prvo, Hrvaška, kjer si bila ti edina slovenska tekmovalka in kjer so te poročili z edinim Brazilcem v šovu. Povej, kako je bilo tebi zdaj to spremljati, vse skupaj, to celo popotovanje? Ti si se zdaj vrnila v času. Ja, v bistvu, ker je to zdaj že nekako, bomo rekli, skoraj 1 leto nazaj od vsega tega dogajanja, je podoživljanje konfliktov, situacij, emocij, kar naporno, bom rekla, ne. Zato, ker je to ena prejšnja verzija sebe, mogoče lahko rečem, in ene stvari bi človek rad pustil za sabo, pa jih mora še vedno nekako gledati na ekranih. Mislim, ni bilo nujno, ampak sem si želela spremljati tudi sebe. Si med gledanjem analizirala sebe bolj, ker ne zaprla na en uč? Zanimivo mi je bilo to, da sem spremljala bolj ostale, zaradi tega, ker v teku šova sem se jaz ukvarjala večinoma samo za sabo in z mojim bivšim možem, če lahko tako rečem, ne. In nisem pa vedela, kaj se pri drugih parih dogaja, zaradi tega, ker smo se videvali samo na tistih večerjah, ceremonijah, kavčih. In je bilo težko res videti situacijo 360, ker neki ti je rekel eden kandidat, neki ti je rekel drugi kandidat, nisi imel pojma, kaj se je dogajalo pri ostalih. Tako da sem bolj spremljala druge zgodbe kot svoje, ker za svoje sem že vedela, kako gre, ne. Ti si vseeno s temi drugimi kandidati si izgradila nek odnos, ker kot si rekla, vi ste se srečevali, ampak zdaj si pa mogoče videla tudi nekatere komentarje in nekaj jih je bilo tudi nate, no? Vem, da je Lovre vmes rekel, pa vmes si bila vpletena tudi v tisto, veš, ko so se ocenjevali na steni. Kako ti je bilo spremljati to zgodbo, da si ti vpletena v nekaj čist drugega, kar mogoče nisi vedela? To sploh nisem vedela v bistvu, ja. Grozno, to je reality check. Koliko ljudje dejansko govorijo o tebi, ki te ne poznajo 5 minut. Ker to so bili kandidati, ki so meni samo roko dali mogoče in niso vedeli nič o meni, so pa imeli ogromno enih želivk o meni zapovedati, ne. Ampak jaz sem se skozi tek vsega tega mojega lajfa se mi zdi naučila, da ne jemljem stvari toliko osebno, ker se mi zdi, da pač tisti, ki govori grdo, to je bolj njegova slika kot moja. Ker pač jaz zase vem, kdo sem, kaj sem, tisti okoli mene tudi. Zdaj pri ostalih, you can love me or hate me, it's your choice. Je pa Lovre lih ta človek, vem, da mislim, da je na neki točki on rekel, da ti si pa ženska, ka on pa sploh nikoli ne bi bil s tabo, da on to ne more, da ni šans, da nema šanse. Pač res ni variante. Ja. Zdaj pa, če sem prav razumela, ker sem spremljala tudi hrvaške medije, se vidva zdaj dobro razumeta. To je bil ful zanimiv preobrat, zaradi tega, ker je on res bil tisti anti-Tina in je postal Tina, ne vem, ko temu reč, ampak Tina fan. Ja, Tina fan, nočem biti, ampak se je zavzel zame, ne samo enkrat, tako bom rekla, in spoštuje to, da sem ostala iskrena, ker je za mene največ mislil, da sem fake. Ne, zaradi tega, ker sem že prej bila v enem šovu in si ljudje ful enostavno sliko naredijo in razumem, ampak še vedno brez priložnosti obsojati tako ljudi se mi zdi, da je res brez veze. Pa se ti je, pa dobro, se tega si mogoče vajena že Sanjskega, ne, se to, so vedno pridejo neka mnenja od nekaj, sploh, če si v šovu to pride, pa zdaj s temi so ušli, je to itak nekaj najlažjega, ne? Ja, to sicer je malo drugačnega priokusa, bom rekla. Definitivno to, kar je na socialnih medijih, sem jaz že navajena prebavljati. Od drugih kandidatov, ki so se pa bili z mano sladki in v istem outfitu na izjavi grdo o meni govorili, to je meni bilo grenko. Ne znam ti razložiti. To mi je bil šok moment, da kako ne znam prepoznati teh stvari oziroma ne vidim često. Prebrati vsega tega, ja.
Če se vrneva na začetek samega šova, ti si prišla, tebe so oblekali v poročno obleko, si se sprehodila po oltarju. Kakšen je to občutek? Ti hodiš v bistvu proti svojemu bodočemu možu, pa sploh ne veš, kdo je tam. Kaj se ti dogaja, kad tja hodiš? Tisto so bile, mislim, ne vem, če obstaja tako ekstremna vrsta situacije, v kateri sem do zdaj že kdaj bila, tako bom rekla, ker to je res surrealno. Z drugimi besedami ne znamo pisati. Kaj pa se ti dogajalo? A se spomniš, kaj si razmišljala? Živčna sem bila, ker nisem vedela, kdo bo tam. Živčna sem bila, nisem vedela, kako sem izgledala. Obremenjuješ se s 1001 stvarjo, kaj če bo, kaj če ne bo, kako bom izpadla. Ful enih vprašanj ti roji po glavi, pač itak. Pa sem se začela na ves glas tam smejati. To je edini moj obrambni mehanizem. Tako da sem s tem pomirila svoje živce, bom rekla. Ampak je verjeten, sploh zdaj, ko si pogledala šov, verjeten je bilo te lažje, ker sta imela neko kemijo na prvi pogled. Nekaj je bilo, ker kot si videla pri drugih kandidatih, tega ni bilo. Ker je mogoče težko, ko pogledaš, pa si razočaran, ti ne potegne. Ne? Se mi zdi, da vidva sta si bila takoj simpatična. Ja, definitivno, moram reči. Tudi, ko sem videla v njegovih očeh, da sem mu jaz všeč, je dinamika dosti lažje vzpostaviti, tudi se zabavati, naprimer, kar je ful velik faktor tega. Tako da smo tisti poročni dan preživeli ful lepo, pač v sklopu vseh teh oseb, ki so bili povabljeni. Sta pa vidva ena teh parov, ki smo v bistvu vsi vaju spremljali, kako sta zaljubljena. Sej so bili ups and downs, pa tisti telefon, pa zaupanje, pa vse to, ampak na koncu se je pa spreobrnilo, v bistvu je šlo v nek zaključek, ki ga nihče ni pričakoval. Je bilo v bistvu kar šokantno to finale, ker vi ste finale snemali nekaj tednov po zadnjih zaobljubah, ne? Finale Reunion. Reunion, tako, Reunion je bil sneman kakšen mesec in pol, skoraj 2 lahko rečemo, po zadnji epizodi. Reunion je tista gathering, kjer v bistvu vsi pridejo po mesecu ali 2 in vidiš, kaj je bilo zares zdaj zunaj. Ker eno je biti v tistem balončku 2 meseca, drugo je potem real life. In kaj se je dogajalo, ko so bile zadnje zaobljube? Potem zelo hitro se je končalo, kot smo videli. Sej dosti stvari je že po medijih. Meni se zdi, da smo za zdaj vsak svoj del že povedali in o tem, kaj dosti več ne bi razglabljala po resnici povedano, ker se mi zdi, da se lahko samo zapletem v kakšno žaljenje ali kaj drugega in si tega res ne bi želela. Se mi zdi, da je bilo povedano dovolj na televiziji, tako bom rekla. Ampak zelo hitro se je to zaključilo. To je bil en ghost, lahko temu rečemo. Jaz sem pa tudi že zdaj toliko, mislim, dovolj zrela, da za takšnimi stvarmi naprimer ne tečem. Je pa tudi meni bilo jasno, da ta stvar bo zelo težko obstajala izven šova, ampak še vedno sem jaz dajmo probati, naivna. Malo upala, ne? Jaz sem hopeless romantic, po moje. Jaz sem že malo gledala, če bi bila kakšen teden, 2, 3 tlek, eno stanovanje, pa sem slišala. Jaz sem veš, ki... Vse zgodbe že naredila. Ja, definitivno. Ampak se je to hitro ugasnilo. No, to je važno, da nisi predolg potem trpela. Ne, definitivno. V bistvu si trpela potem, ko ste snemali in si mogla to podoživeti in o tem se pogovarjati. To je bilo grozno, priti nazaj, pogledati osebi v oči, ki je bila na moj pogled, bom rekla, sicer so tudi ostali rekli, ampak nisem ga pač več prepoznala. Zgled je bil drugačen, obnašanje tudi. Več kot to, jaz ne znam diagnosticirati. Pač drugačna oseba se mi je zdela, nisem ga več prepoznala. Ker to ni bil Tjago, s katerim sem jaz bila 2 meseca v Zagrebu, tako da... No in kako ti je bilo glede na razplet te zgodbe potem spremljati vse to skupaj? Ker ti si gledala šov, zdaj si povedala, da si spremljala in ostale in sebe in da si pogledala, ampak mi nismo vedeli, kaj se je zgodilo potem, mi smo samo videli, kako sta vidva zaljubljena, medtem, ko ti si imela pa drugačen pogled v to, ne?
Ja, meni je bilo težko sploh postati te stvari, ampak sem si še vedno želela, zaradi tega, ker sem imela ogromno slik, videov iz naših zmenkov, da ne postam nič in pride do zadnje epizode reuniona, ne bo nobenemu nič jasno. Ne, to je bila najina zgodba. Jaz sem te 4 mesece od nočnih mor do neprespanih noči, do razmišljanja, kaj bo v naslednji epizodi. Po enem letu tudi pozabiš, kaj se je dogajalo. Pač ene stvari spomin kar potisne. Tako da sem spremljala, ampak mi je bilo ful težko. Čakala sem v bistvu samo ta reunion, da vidim, kako se je razpletlo, ker jaz sem bila takrat toliko pod vsemi mojimi emocijami, da pač ne spomniš se vsega, ne veš točno, kako si ti stvari v besedu. Res si nisem želela biti too much, tako bom rekla. Želela sem si kontrolirati svoje emocije. No. In to je tudi tako je bilo potem na ekranu, tako da sem zadovoljna, kako je potem vse izpadlo. So odprle se nove rane ali si lahko to gledala z distanco? Kakor se da z distanco. Jaz sem emotivec. Tako da sem spet jokala doma, ampak nema veze. Nisem jaz nobena žrtev tega sistema, ampak sem samo emocionalna in samo sebe, ko vidim na ekranu jokat, mi grejo kar solze, razumeš? Ampak definitivno ni bilo z nobeno bolečino, ampak z zadovoljstvom, da je konec, iskreno. Kako je danes, se ne slišita več, razen to, kar sta imela na družbenih omrežjih? Vsak je povedal svoje in zdaj upamo, da ste zaključili. Tako. Drugi kandidati, s kom si se kaj povezala, se kaj slišiš? S kom se kaj slišim? Lovre, a ni Lovre zdaj najboljši prijatelj? Ja, mislim, najboljši prijatelj. Dosti sva bila na vezi, no, skozi to, tudi njegovo potovanje na televiziji. Z Ano se nekaj slišim, z Danielo tudi. Daniela mi daje zelo različne vpoglede v cel ta proces. Se mi zdi, da je res ena tačna oseba, v kateri se lahko obrnem za si razbistriti misli, tako bom rekla. Ima full reality checka, no. Ja, in to je to v bistvu. Ja. Kaj pa, ko si, recimo, zdaj to je zate drugi šov, kako so doma reagirali? Spet greš nekam, pa pol si rekla, ja, pa grem tja, kjer se bom poročila. Kaj rečejo domači, kaj rečejo prijatelji? Komu si sploh povedala? Predno sem šla, sem povedala vsem, ne. Samo ponavadi, ko se prijavim na kaj takega, ne povem nobenemu, dokler ni prepozno, ne. Dokler ni že narejen. Dokler nisem že podpisala. Zaradi tega, ker se mi zdi ene stvari v lifeu, da te lahko mnenja ostalih zaustavijo. Vsaj mene. Jaz sem odločna, ampak v dosti primerih labilna. Tako da sem se naučila svoje stvari zadržati do konca, dokler ni prepozno. Da pač moram iti. Moram. Ja, jaz grem, čau. Jaz sem spakirala kupe. Ne, definitivno sem doživela ful podpore. O mojih nonah sem itak že ful govorila, ampak res letos moram pa reči, moja mama in sestra, največje fenice ever. Ja, in tudi ful ponosne name, mi je bilo ful lepo z njimi to nekako preživljati, tako bom rekla. Ampak moja družina je meni največji steber, tako da tam največ energije in časa vlagam in tega ne bom spremenila, ker se mi zdi, da sijem drugače, ko imamo vsi pač doma kul odnosa. A si gledala z njimi mogoče ali si gledala sama šov? Ne, nisem shendlala z njimi gledati, ne. Po resnici povedano cringeam 1000-krat na eno epizodo na sebe. Veš, je to en tašen moment, naj pogledajo oni po sebe, jaz po sebe, pa pol diskutiramo, če že. Diskutiramo, če. Okej. Ja, oni vem, da, ampak odvisno, kakšna epizoda je bila. Če je zame bil to kakšen trigger ali kakšna stvar, ki bi jaz mogla potem na sebi še kaj delati. Je boljše, če ne govoriš pol, ne 3 dni z mano. Bom raj sama to uredila. Ja, jaz se izoliram, veš. Pa so imeli to tendenco, da bi se pogovarjali s tabo? Ja, se pol skozi pokomentiramo. Ja, skozi pol, kaj. Kaj bi rekla, da si se naučila o sebi, ker vsi resničnostni šovi, kamorkoli greš, ko prideš ven, je to taka preizkušnja, da nekaj o sebi se sigurno naučiš, kaj šele to, kaj je o odnosih. Ja. Kaj sem se jaz naučila? Ja, je toliko stvari še vedno za se razbistriti v glavi, da
Zadnjič sem zelo lepo napisala na Instagram, ampak se zdaj več ne spomnim, ampak še vedno, ja, to postavljanje svojih osebnih mej je ful pomembno in jaz sem jih svoje kakšne spustila, pa to ne pomeni, da te bo kdo kaj več imel rad, po mojem. To zdaj govorim vse iz osebnih izkušenj. Ja. To sem te vprašala, saj drugega ne vem, kaj bi te. Ja. Ne vem še, kaj bi na to odgovorila, mogoče kasneje. Kaj pa recimo o odnosih? Kaj novega, da si prišla do kakšnega zaključka? Ne, spet sem videla sebe, kako 150% letim in se zaletim. In se zaletiš in padeš. Ja, ampak to je skozi pri meni. Mislim, I'm a sucker for love. Ne vem, kot ti razložiti. Meni se zdi ljubezen res ena tašna velika vrednota v lifeu, kljub temu, da vsi letimo za nekimi kapitalističnimi muhami. Smo vsi del tega sistema, ampak se mi zdi, da ta ljubezen meni ful pomeni v lifeu in vedno, mogoče tudi vsi, ne bom rekla vsi, ampak jaz vedno iščeš partnerja, ali zavedno, ali nezavedno, veš. In se mi zdi, da vsakič, ko se zaljubim, si mislim, ta je zadnji, s tem bom do konca lajfa. In ja, tako je tudi bilo, ampak ni mi žal niti ena stvar, po resnici povedano. Se pravi, so še šanse, se boš prepustila, te ni zdaj strah odnosov. Ne. Naslednji bo tudi tvoj Ne, to ni bila forever. najbolj grozna veza v mojem lifeu, tako da... Okay. Ja, nič, dajva še to odpreti. Ne, hvala lepa. To pa na kakšni drugi okrogli mizi. Ok, no, pa si v redu, zato si pa tako stoično to prenesla. Ja, mislim, je bila izkušnja, si mislim, da bi se lahko končala s prijateljstvom, definitivno, ker ni bilo tako grozno, da ne bi mogli se pogovoriti, ampak je on zaprl vrata do komunikacije, ker jaz bi na tisti reunion prišla čisto drugačne energije. Ja, kaj zdaj? Ostali smo prijatelji, ni uspelo izven in kaj zdaj? Zdaj pa je to tako izpadlo, da... Ampak lej. Koliko pa ti je žal, da je ta odnos zdaj takšen, kakršen je? Ja, po resnici povedano mi je, zaradi tega, ker je šlo res na nož na koncu, ne? In nisem več tašne narave, mogoče, kot sem rekla tudi na šovu 5 let nazaj, bi na to drugače odreagirala. V tem primeru sem odreagirala na to, na televiziji hladno, mirno, emocionalno, valjda. Ampak se mi zdi, da ni bilo potrebe zdaj to vse vlačiti tako na nizkem nivoju. Tako bom rekla, Tako je, vlačiti. Vlačiti, ja. Ja, to so zdaj te novodobne komunikacije, ki v resnici mogoče se kaže, da je lažje nekaj napisati na story, kot človeku pogledati v oči. Ja, tako. In je to mogoče še največja rak rana. Ja. Bi bilo bolj, če bi se res pogovorila vsak zase. Ne vem, kje je problem poklicati, me poslati tudi kam. Nema veze, čeprav bi ga jaz lahko. Ampak še vedno so tle medijske stvari, ki se mi zdi, da bi jih lahko dosti bolj elegantno rešili. Mislim, vse oči so bile uprte v vse vas, ampak vidva se mi zdi, da sta dobila kar največ pozornosti. Pa ne zato, ko vam je zdaj občutek, da zaradi tega, ker si ti Slovenka, pa to pri nas, ampak tudi kot sem spremljala hrvaške medije, ker sta bila prej tako cute in zaljubljena in pač zdaj kakršen je. Tako da ja, tle je tudi pol medijsko, ne na koncu. Ja. Torej, naučila si se o sebi, ne veš še kaj? Kaj to pomeni, da boš nazaj prišla? Kam? Nazaj? Sem? Če bo dovolj gledljivo? Ja, part 2. Part 2, da mi poveš, kaj si se naučila o sebi. Vse ti bom znala povedati, samo se moram skoncentrirati. Ne, te pustim. Mi boš povedala, bomo pogledali, kaj si napisala. Za konec ti postavim še zadnje vprašanje in sicer, ko greš enkrat v šov, greš drugič v šov in... Greš še v šov? Ne, greš tretjič na plažo in domov. Ne greš več v šov. Ga ni več formata, ki bi te prepričal? Ja, v bistvu. Ni več formata, ampak tudi je bilo to toliko emocionalno stresno. Ampak bi pa povedala nekaj, da takšne podpore, kot sem jo dobila jaz po zadnjih 2-3 epizodah, je malo surrealna. Toliko sporočil in to ne govorimo super si, to govorimo o spisih, esejih. V eni uri od 100 do 200
ni nehal zvoniti telefon. Oh, wow. In to je vse iz strani žensk, ki ali so se kaj naučile o meni, eno so tudi pač mi pisale neke mame, da so s svojimi mlajšimi hčerkami to gledali in da so se lahko skozi mojo zgodbo dosti naučile. To slišati Wow. je pač kompliment sam in grem domov, jaz sem naredila svoje. In greš na plažo. In grem na plažo, ja. Ne, hočem reči, da lahko ni bila to od vseh izkušnja, ampak malo si ženem te pohvale k srcu, bom rekla. Ene so mi govorile, da sem inspiracija, da me je bilo lepo spremljati, ene so doživljale to in jokale z mano, mislim, ta podpora na koncu je bila vredna vsega tega enega leta, tako da sem zadovoljna. No in koliko ti je social zrastel, koliko imaš followerjev, veliko več? Si Pa spremljala je nekaj več, sem Je več. spremljala, ja, definitivno. Ampak še vedno ti številke ne prenesejo nič. Dobro, Dan ja, danes, ampak, ja. Je še vedno ta podpora, ki sem jo dobila v DMs-ih od mojih cur. Čau, cure, obožujem vas. Največ od vsega. Si predstavljam, da si tudi dobila kakšno zgodbo, ki so se poistovetile? Ja, tako, da osebne izpovedi, vse. Ni da ni, res. Nisem nič šerala, nobenih sporočil nisem, vse sem prebrala od prve do zadnje. Nisem uspela odgovarjati, zato sem naredila pol video za zahvalo, ampak ja. Je pa to tudi čustveno mogoče zate, tudi ni tako lahko od vsakega zgodbo prebrati, ne? Če so... Ne, ampak jo z veseljem. Ker če so one mene lahko gledale 4 mesece na televiziji, lahko jaz si vzamem 1 minuto in preberem njihovo izpoved. Lepo. Ja. Torej je končni izkupiček tega šova vseeno lep. Yes, Čudovit. girl power. Girl power. No, feministka, a ne, so te označili? Ja, so me označili kot feministko, ampak lej, to tudi sem. Tisti, ki označujejo ta feminizem z vsemi ostalimi stvarmi, kar ni feminizem, ne pride v poštev. Tako da ja. Ok, super. Ja, Tina, hvala, da si se prišla z mano pogovoriti. Jaz upam, da te nisem preveč matrala. Ne, super je bilo. Sem mislila, da bo daljše, po resnici povedano. Ja, a bi še kaj povedala? Ne, jaz sem zaključila za danes. Super. Hvala. No, potem pa te spremljamo še naprej in bomo videli, če boš držala besedo in šla samo na plažo ali boš šla še kam v kakšen šov. Bomo videli, lej. Bomo videli. Ja. Hvala ti, Tina. Ja, prosim. Hvala tebi. Hvala tudi vam, dragi gledalci in poslušalci. Spremljajte podcast še naprej na 24ur.com in na vseh podcast platformah. Ja, super si.